besede gospoda Kosa, izrečene na tiskovni konferenci, mislim, da je bila pol ure nazaj, oziroma se je končala pol ure nazaj. Skratka, gospod Kos pravi, da SDS želi s temi aktivnostmi, za katere se boste prizadevali, le vplivati na njegovo delo in da se ga želite rešiti. Dodaja pa še, da čez pol leta bomo razumeli, zakaj pritiskate na to, je vaš komentar na to zakon. Moj? Kogarkoli, ja, lahko tudi doma. Ja, skoraj da bi vam najraje rekel, da na to nimam komentarja, ampak to, kar sem povedal prej, seveda nima veze z tem, kar počne danes. Meni je čisto vseeno, a je Kos še 100 let na veji, kjer je, ali pa kakorkoli časa dolgo. Kaj bo prinesel čez pol leta, se prav veselim. Zame sigurno ne bo nič. Jaz trdim samo to, kar sem rekel prej. Zelo dobro bi bilo, če bi se take stvari v naši državi ne dogajale. In če je zdaj pomaga Kosu odkrivati, kapo dol. Kapo dol, tudi Kosu. Bojim pa se, da če si pač vajen nekih metod, nezakonitih, takih, ki niso dobre, da se jih težko znebiš. Kot je rekel naš veliki Trstenjak, ne more biti malo noseč, ali pa malo pošten. Ali si, ali pa nisi. In če si se enkrat izkazal, to govori o tebi zadosti, pa kakršnokoli leporeče že potem uporabljaš. Nič nimam proti njemu osebno, imam pa proti sistemu, ki to dopušča. Mogoče še to bolj konkretno, no? Če se pravi, čez pol leta naj bi bil z vaših strani razkrit odgovor, zakaj? A se podpišemo? Z veseljem čakam na to. Se pravi, vi ga nimate, trdite, da nimate tega odgovora, kaj se za tem skriva in da bomo če 6 mesecev dobili odgovor. Vam delujem, tako da vam lažem. Jaz vam sprašujem. Jaz vam pa odgovarjam. Pojma nimam, kaj ima v mislih in samo še enkrat da ponovim, kar sem rekel. Gospod Petek, imate še nekaj komentarja? Nimam, no, tudi imam komentarje, pač pa sodba v imenu ljudstva pove vse. Lahko prvo vprašanje za oba serija. Torej, mene samo zanima, ali ta poziv, da obravnava Komisija za peticije primer Ranc, ali ni vseeno, če tako pomislimo, malce prepozno prišlo do tega, vendarle je prišlo, Vrhovno sodišče je že dalo, torej za pravnomočno sodbo gre. Zakaj niste tega istega poziva vložili takrat? Torej, ko je ta primer prišel v javnost, takrat ste bili opozicija, Komisija za peticijo, najbrž bi imela to večjo težo, a ne? Tako da jaz se ne spomnim, sicer pomeni tudi malce težo, ampak ne spomnim se, da bi takrat prišlo do te zahteve oziroma te prošnje, da bi Komisija za peticijo obravnavala ta primer. Ja, mogoče je del odgovora bil zavit že v tistem uvodu, ki sem ga rekel. Takrat, ko smo začeli z delom komisije, ki je raziskovala primer Petek, kot sem dejal, se je Kos oglasil z svojo pesmijo in dejal, da je pač nesmiselno, dokler niso stvari urejene na področjih, ki so pristojna za to. Ampak vendarle vseeno smo delali. Tu je pa stvar zdaj pripeljana do tam, o čemer je govoril takrat gospod Kos. Po njegovem bi morali tudi v primeru Petek počakati do konca, da bi zadeva prišla do pravnomočne obsodbe na sodišču. Takrat bi po njegovem takratnem mnenju, da je mogoče malo danes drugačnega, se šele lahko začelo o tem pogovarjati. No in to zdaj počnemo v tem primeru. Se sicer spomnim zdaj natančno, kje ne, opozarjali smo na to tudi že takrat. Vsaj sam osebno vem, da sem na to opozoril, ampak seveda mimo glede, jaz sem se takrat ukvarjal bolj s primerom. No jaz takrat, če nisem bil parlamentarc, vem pa zdaj, ko sem pogledal tudi stare zapisnike Komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb, lahko rečem, da se je Komisija za nadzor ukvarjala tudi s primerom Ranc. Ja, točno.
Torej, če kratko odgovor, pravnomočna sodba je pač zdaj zadeva, ki nima več pritožbe in zadeva je ad acta. Dokončno je dokazano, da je temu tako. In ker je to tako, se nam zdi sila pomembno, da to ne pospravimo kar tako z levo roko v desni predal. Jaz še imam eno ažurno izjavo gospoda Kosta, mislim, moj bolj boljše, če je bila ena tiskovna konferenca. Skratka pravi... Predlagamo naslednji skupaj narediti. Ja, sej. Kost namreč pravi, ja, da vlada nima cilja pri preprečevanju korupcije, edini cilj je uničiti komisijo. To je vprašanje za vlado. Naše mnenje seveda ni takšno, daleč od tega. Vaše mnenje je torej? Da vlada želi to področje le ustrezno urediti. Jaz bom silno vesel, ko bodo, kot napoveduje gospod Kos, stvari, ki niso prave v državi, prišle na plan in ko bomo dobili to, kar imamo tukaj. Če bo to nekdo, ki kao pripada SDS, mi je čisto vse, kar naj pripada, komorkoli že, ampak če ne dela prav, naj bo za to obsojen. Nekdo je že bil. Hvala lepa.